Rosa Luxemburg je bila ena izmed glavnih političnih vodij revolucionarnega upora delavskega razreda v Nemčiji v času Prve svetovne vojne, kjer se je bil boj proti nemškemu imperializmu. S svojim neodvisnim kritičnim mišljenjem ter predanostjo idejnemu boju je marsikomu navdih za uporno držo. Indira Gandhi je leta 1966 postala prva in edina indijska predsednica vlade. Madeleine Albright je leta 1997 zaprisegla kot prva ameriška zunanja ministrica. Olga Karba pa je ena od 10 župan, ki je na volitvah v 208 slovenskih občinah leta 2010 uspelo prepričati ljudstvo, da se pločnika in kanalizacije ne gradi s falusom, ampak z enim navadnim bagrom. Leta 2057 bo Organizacija združenih narodov morda dobila prvo generalno sekretarko. Ali sploh lahko obstaja še bolj izključujoč in nedemokratičen družben podsistem od političnega? Lahko. Umetnost, zlasti glasbena. Od klasične do roka in elektronike, Slovenska akademija za glasbo še nikoli ni imela dekanje, v foajeju Slovenske filharmonije ni upodobljena niti ena skladateljica, Ljubljanska opera in balet še nikoli nista imele direktorice, Klub K4 pa že skoraj 20 let ne ženske programske vodje. Na lestvici top 100 svetovnih DJ-jev revije DJ Mag je najboljša in edina ženska DJ-ka Klaudija Kazaku uvrščena na 93. mesto. Revoltaža je cikel elektronskih audiovizualnih dogodkov, ki vam razbijajo še zadnji dvom o tem, da je njena uvrstitev posledica moško-središčne okupacije glasbenih struktur in procesov in neprileganja biologije na kitaro, dirigentsko palico ali mešalno mizo. Prvič v soboto, 18.12. od 23. v Menzi pri Koritu.